Nič več kot prej je knjiga o odraščanju in žalovanju. Preplet teh dveh izzivalnih stvari zelo dobro opisuje glavna junakinja Lucija v svojem dnevniku. Kako pa bosta knjigo opisali Klara in Jasna, preverimo. Klara, kako je bilo brati to knjigo? Lahko ali težko? Kljub temu, da je v knjigi omenjeno žalovanje in kako glavna junakinja izgubi svojo mlajšo sestrico, je bila knjiga napisana na takšen lahkoten način, saj ni bilo samo žalovanje, ampak so bile tudi lepše, prijetnejše zgodbe. Ja, in zdi se mi, da s časoma postaja vse bolj lahkotna. A se ti zdi, da si se veliko lahko naučila v procesu žalovanja? Pri žalovanju lahko povem, da vsi žalujemo drugače. Tako je tudi v knjigi napisano, kako Lucija in njeni starši žalujejo, kako njena babi žaluje. Pomembno je, da žalujemo, da se ne zapiramo vase. Lucija je žalovala tako, da je kričala v blazino, da je hodila teč, pogovarjala se je z svojo psihologinjo Mary. Ona je bila tudi velika opora, a ne? No, da ne bova omenjali samo težkih preizkušenj, so bili tudi kakšni lepši dogodki, a ne? Se spomniš kakega? Ja, v knjigi je omenjena ljubezenska zgodba med Lucijo in Klemnom. Lucija in Klemen sta se spoznala na novoletni zabavi, ki jo je priredila njena najboljša prijateljica Sara, in Klemen je Sarin bratranec. Po tisti novoletni zabavi sta se veliko družila, hodila sta v kino, v Tivoli. No, da se z Lucijo in njeno zgodbo lažje poistovetiš, pomaga tudi to, da se dogaja v domačem okolju, v Ljubljani. Velikokrat naletimo na opise Save, mesta, ulic, kina. In to ni nič čudnega, se je pisateljica Manka Kremenšek Križman Ljubljančanka in zdaj je tudi v najini družbi, bi jo morda kaj vprašala. Kako to, da ste knjigo napisali v obliki dnevnika? Živjo vsem. Torej, roman Nič več kot prej sem napisala v dnevniški obliki, morda tudi zato, da sem se lažje vživela v občutja glavne junakinje Lucije. Pisala sem tako, kot da bi meni sami umrl nekdo od bližnjih. Poleg tega so se mi zdeli dnevniški zapisi tudi bolj energični, torej kratka poglavja, precej dogajanja, tudi v smislu zaljubljenja glavne junakinje, pisanja testov in tako naprej. Ta dnevniška oblika se mi zdela privlačna sploh za opisovanje neke bolečine. Hvala lepa, Manka. Ja, dnevniški zapisi lahko delujejo zelo terapevtsko, tako da tudi, če ne pišete svojega dnevnika, lahko kakšnega preberete. In s tem seveda ne mislim dnevnika vašega brata ali sestrice. Hvala za ta nasvet, Jasna. Ja, preverimo pa, ali ste tekmovalci dobro poslušali pogovor. Knjiga govori o spopadanju s težko življenjsko situacijo glavne junakinje. Kaj je avtorico spodbudilo, da je knjigo napisala v obliki dnevnika? A. Lažje je kronološko sledila dogajanju. B. Lažje se je umaknila pred lastno bolečino. C. Lažje je razložila dogodke, ki so se primerili junakinji. Ali D. Lažje je opisovala notranje dogajanje junakinje. Pri obeh ekipah. Najlažje vprašanje, kot vidim. In še nekaj sekund, obe ekipi pa sta izbrali odgovor D in sicer menijo, da je s tem dnevnikom lažje opisovala notranje dogajanje junakinje. Ja, avtorici se je zdel dnevniški zapis bolj privlačen za opisovanje notranjega dogajanja junakinje, na primer njene bolečine ob izgubi. Pravilen je res odgovor D, po 5 točk za obe ekipi.